Končano je svetovno prvenstvo v motokrosu. Tim Gajser v Španiji drugi pa tudi v skupnem seštevku razreda MXGP. Mladi slovenski motokrosisti so tekmovali na Evropskem pokalu narodov v Romuniji. Predstavila se je slovenska motokros reprezentanca, ki bo v Matterley Basinu v Angliji lovila odmeven moštveni rezultat. Mačkovci so bili prizorišče 5. in hkrati zadnje preizkušnje sezone odprtega državnega prvenstva Slovenije v trialu. AMZS Karting in motošportni center v Slovenji vasi je gostil zadnjo dirko državnega prvenstva v minicestno hitrostnem motociklizmu. Na ovalu v Petišovcih pri Lendavi smo dobili državna prvaka v članski in mladinski kategoriji v Speedwayu za leto 2024. Predstavljamo vam Lovra Setnikarja. Mladi up slovenskega triala dominira na domačih preizkušnjah. Letos pa se je premierno preizkusil tudi v zahtevni evropski konkurenci. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Svetovno prvenstvo v motokrosu za leto 2024 se je končalo z dirko v Španiji za veliko nagrado Castille-La Manche. Vozniki so se prvič srečali s progo v Kozarju, na kateri prav veliko prostora in mest za prehitevanje ni. Kvalifikacije se niso odvile po željah Tima Gajserja, ki je zasedel 3. mesto. Dobil pa jih je njegov veliki tekmec Jorge Prado. Tudi Jan Pancar po kvalifikacijah ni bil zadovoljen, saj je med vožnjo padel in v cilj pripeljal šele na 18. mestu. Nedeljski vožnji sta nato odločali, kdo bo prišel do naslova svetovnega prvaka. Da ne bo dovolil presenečenja pred domačimi gledalci, je Prado potrdil že v prvi vožnji, ki jo je po imenitnem štartu dobil. Gajser ga je sicer lovil, a mu ni bil kos. Podobno je bilo tudi v drugi vožnji, v kateri je Prado sicer storil napako, ki ga je potisnila na 4. mesto, kar je vseeno zadostovalo, da je dobil dirko in hkrati ubranil naslov svetovnega prvaka. Gajserjevo 3. mesto v drugi vožnji mu je prineslo 2. mesto na zmagovalnem odru na dirki, drugi pa je tudi v skupnem seštevku razreda MXGP. Pancar je potrdil, da je v dobri formi. V obeh vožnjah se je uvrstil na 10. mesto, ki mu je pripadlo tudi skupno na dirki. V skupnem seštevku je novinec med motokros elito v tej sezoni osvojil 287 točk in pristal na 13. mestu. V razredu MX2 je tekmoval Jaka Peklaj. Dirko v Španiji je dobro izkoristil za pripravo na nastop na pokalu narodov, na katerem bo v Angliji z Gajserjem in Pancarjem zastopal Slovenijo. V kvalifikacijah je osvojil 16. mesto. V nedeljskih vožnjah pa si je nato z 19. in 17. mestom privozil prve točke v svetovnem prvenstvu. Skupaj jih je osvojil 6 in na dirki zasedel 18. mesto. Zmagal je sicer Lukas Kenan. V skupnem seštevku je svetovni prvak razreda MX2 postal Kaj de Wolf. Peklaj pa je s 6 točkami iz Kozarja pristal na končnem 51. mestu. Mlada slovenska reprezentanca je pod vodstvom selektorja Saša Kraglja nastopila na Evropskem pokalu narodov v motokrosu, ki je potekal v Romuniji. V razredu motorjev s prostornino do 85 kubičnih centimetrov je vozil le Alex Novak, saj si je Timotej Žafran na treningu zlomil ključnico. Novak je v prvi vožnji zasedel 10. mesto, v drugi pa je bil 9. V razredu 125 in 250 kubičnimi motorji so vozili skupaj. Slovenijo sta zastopala Lukas Osek in Jaka Peklaj. Slednji je za končno razvrstitev prispeval 2/4 mesti. Osek pa je bil najprej 7.,
nato pa v drugi vožnji po smoli 16. Skupno je Slovenija osvojila 13. mesto in se je močno poznalo, da zaradi Žafranove poškodbe ni imela 4. voznika. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Slovensko člansko motokros reprezentanco čaka v Angliji zahteven moštveni preizkus na tradicionalnem pokalu narodov. Čaka nas en velik in nov izziv za konec sezone in želim si, oziroma vsi skupaj si želimo, da se bomo iz Anglije vrnili z najboljšo uvrstitvijo, ki bo zabeležila zgodovino tega športa v Sloveniji. Jaz mislim, da je to neka čast predstavljati slovensko zastavo na tako velikem tekmovanju. To je za nas motokrosiste olimpijada. Pokal narodov je res nekaj posebenega, v bistvu lahko zastopa svojo državo, plus nekaj posebenega je tudi zato, ker je v bistvu kot neka ekipna tekma in je samo vzdušje čisto drugačno. Mislim, da bomo dali vsi vse od sebe, pol pa kar nam rata, vsi upamo na čim boljši rezultat in upamo, da popravimo to, kar so lani že veliko dosegali fantje. Selektor Sašo Kragelj verjame, da so fantje sposobni popraviti lanskoletni rezultat. V Erneju v Franciji so bili Gajser, Pancar in Miha Bubnič 9. V letošnjem letu mislim, da vsi skupaj potihem upamo, da bi lahko ta rezultat izboljšali, kar je na nek način tudi realno pričakovanje. Sem vesel, da smo po dolgem času izbrali najboljšo reprezentanco, ki jo slovenski motokros premore. Tim Gajser bo vozil v razredu MXGP in bo brez dvoma prvo ime motokros reprezentance Slovenije. Mislim, da imamo res ogromno možnosti, da izboljšamo ta rezultat iz lanske sezone. Vemo pa, se zavedamo, da to je ena tekma in res ogromno stvari se mora sestaviti. Ne sme biti napak, tudi tisti kanček športne sreče mora biti na naši strani, ampak jaz mislim in verjamem v nas, da lahko res to pokažemo in pokažemo, da res smo vrhunski. V razredu MX Open bo tekmoval Jan Pancar, ki je letos premierno vozil med samo elito svetovnega motokrosa. Jaz se zelo veselim tekme in verjamem, da če bomo vsi res naredili vse, kar znamo in ne bo nobene neke nesreče, smo sigurno zmožni še zboljšati rezultat od lanskega leta. V razredu MX2 bo skušal čim več iz sebe in motorja iztisniti mladi up slovenskega motokrosa Jaka Peklaj. Proga ja, sama po sebi mi ful ustreza, veliki skoki, trda podlaga, to, kar smo mi Slovenci navajeni. Tako da mislim, iz tega strani bolj si ne bi mogli želeti. Tekmovanje bo potekalo od 4. do 6. oktobra na stezi v Matterley Basinu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Mačkovci so prvič gostili dirko državnega prvenstva Slovenije v Trialu. Pripravili so jo člani AMD Štefan Kovač, Murska Sobota. Moram povedati, da so bili navdušeni tekmovalci, neverjetno zadovoljni za to postavitvijo. Je pa res, da je nam malo ponagajalo vreme. Dež je v noči pred tekmo terene pošteno zmehčal, zato je bilo na naravnih sekcijah zelo spolzko. Planiramo, da bomo progo še kaj dogradili, še izboljšali in si želimo organizirati tovrstnih tekmovanj tudi v prihodnje. V razredu T1 je vozil le Lovro Setnikar, ki se je tokrat soočil z zelo zahtevnimi ovirami. Današnja tekma se mi je zdela kar težka, saj je čez noč padal dež in so bile ovire kar mastne, pa tudi na motorju se je nabiralo zelo veliko blata. To je pomenilo tudi veliko napak, a letos je skozi sezono zelo napredoval.
Veliko sem treniral v Franciji pa Nemčiji, pa hodili smo na tekme v Avstrijo. Pa še čez poletje sem bil na 3 evropskih tekmah, pa sem tam tudi kar veliko odnesel. Setnikar je suvereno postal državni prvak med mladinci. Na drugem mestu pa je pristal Sebastian Sikovšek. V razredu T2 je bilo zelo napeto. Pred dirko so bile sila majhne razlike na vrhu. Na koncu pa je Marino Velušček zmagal na tekmi in osvojil tudi naslov državnega prvaka v absolutni članski kategoriji trial. Sem zadovoljen in dirka je bila težka, ampak spada zraven in spodbuja k napredku. Drugo mesto v kategoriji T2 na dirki je zasedel Kyle Milne, tretje pa Borut Vipotnik. V državnem prvenstvu sta Vipotnik in Milne samo zamenjala mesti 2 in 3. V razredu T3 sta se merila Sebastian Sikovšek in Mirko Mežek. Starejši Mežek je do konca dihal za vrat mlademu Sikovšku, a ga ni uspel premagati. Ines Pezič-Pregrad običajno vozi v razredu T3, a se je tokrat zaradi težkih razmer na sekcijah odločila za razred T4. Tam je bilo mogoče za notenk lažje, pa nekaj dosti. Brez težav je osvojila prvo mesto na dirki in hkrati tudi naslov državne prvakinje med ženskami. Današnja tekma, moram priznati, da je bila res težka. V bistvu smo se čez večino sekcij kar malo drsali, bolj kot vozili. Na dirki je bila v tem razredu druga hrvaška voznica Martina Cvitković, tretja pa Nina Pirc. V državnem prvenstvu žensk pa sta zamenjali mesti, Pirc druga in Cvitković tretja. V razredu otroci je tekmoval le Tine Primožič, ki je imel nemalo težav na zahtevnem terenu. Vseeno se je vseh sekcij lotil pogumno in brez strahu. V skupnem seštevku je v tej kategoriji sicer zmagala Tinkara Mes pred Primožičem, tretji pa je Nejc Setnikar. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Sezona se bliža koncu, vročica na stezi pa narašča, saj dirkači v boju za naslove državnih prvakov Slovenije v mini cestno hitrostnem motociklizmu lovijo zadnje prvenstvene točke, ki so še na voljo. Lep nedeljski sončen dan je v AMZS karting in motošportni center v Sloveniji vasi privabil številne, ki so se lahko martinčkali, predvsem pa uživali v razborljivih dirkah. Tradicionalno so najprej zahrumeli motorji v razredu Mini Moto 10, v katerem se neustrašni mladeniči mečejo v vinke in pogumno drvijo po stezi. Največ je iz sebe in motorja izvlekel Jakob Štiftar, ki je nepremagan že 4 dirke zapored. Imel sem pa tudi zelo slab štart v drugi vožnji, ampak pa sem se sicer v celotni dirki sem v bistvu prišel mimo skoraj vseh fantov in potem je uspelo, da sem prišel do prvega mesta. Mladi Domžalčan se je moral pošteno potruditi, da je ugnal razpoložene tekmece. Še najbližje mu je prišel prerojeni Žan Rozman, skupno 3. mesto pa je osvojil vodilni v skupnem seštevku David Štilec. Kategorijo višje je bilo prav tako pestro, saj David Ivanušič v razredu Mini Moto 14 s prestola izrinil Tima Komela. Novogoričani v Sloveniji vasi vknjižil že 18. zaporedno zmago, neverjeten niz, ki si je začel lani aprila v Vrtojbi, pa se je končal v drugi vožnji v Sloveniji vasi, ko ga je s popolno vožnjo prekosil dirkač številko 13 na motorju. Današnja dirka je bila najboljša dirka doslej, saj sem vstopil prvič na najvišjo stopničko. To sem čakal že dolgo časa in tudi veliko treniral za to. Tokrat drugouvrščeni Komel, ki je še vedno prepričljivo vodilni v skupnem seštevku, bo naslov prvaka poskušal ubraniti na zadnji dirki sezone. Na zmagovalnem odru se jima je pridružil Johan Pintar.
V najmočnejšem razredu Minimota Open je na začetku obeh preizkušenj delovalo, da bo tudi starejši od bratov Komel moral tekmecem prepustiti primat na stezi. Kaj Zupan Vehabović je bil v kvalifikacijah in na začetku obeh dirk zelo hiter, toda tehnična okvara na prvi dirki dneva ga je drago stala. Dirkaški dan je zaključil le na 6. mestu. Taj Komel, ki je prvo preizkušnjo končal drugi, je stvari na svoje mesto postavil v drugi vožnji in se veseli 4. zaporedne skupne zmage v sezoni. Že na kvalifikacijah sem videl, da imam kar hiter ritem in sem pač verjel, da upam premagati. Na drugo stopničko za prve 3 je stopil Luka Lenko, na tretjo pa Matjaž Marolt. Štartna vrsta med vozniki skuterjev je bila nabito polna, dirkače pa je v šolo sekanja ovinkov popeljala Alice Guzon. Italijanka je prvič nastopila na dirki državnega prvenstva Slovenije in z neverjetnimi vožnjami deklasirala moško konkurenco. Popolnega zmagoslavja ji ni preprečil niti skuter, ki je zagorel med dirko in so ga delavci ob stezi nadzorovano pogasili. Prelepi dami sta se na zmagovalnem odru na mestih 2 in 3 pridružila Andrej Ramšak in Matija Juriša. Boj do ciljne črte je zaznamoval obračun v kategoriji Mini GP10, v kateri je Matija Kodarin neprestano dihal za vrat Urhu Kovačiču. Ta je obranil vse njegove napade in dokazal, da se je veliko naučil iz preteklih napak. Se bilo treba kar potruditi, sploh v drugi dirki, ki mi je Matija sledil, je bilo kar težko. Kodarin ima še vedno teoretične možnosti, da Kovačiču v Vrtojbi izpred nosa vzame naslov državnega prvaka, saj na voljo še dovolj prvenstvenih točk. Tretji je bil tokrat debitant Erik Sudan. Zmogljivejši motorji, več dirkaške akcije, sinonim za dirkanje v Mini GP12. Tokrat se je trojica Nejc Petrič, Tristan Rupeli in Tijan Krševan vrgla v boj za skupno zmago, na poti do nje pa so prikazali zavidanja vreden boj na meji padca. Prehitevali so se non-stop, lovili drug drugega, na koncu pa je imel največ sreče in znanja Nejc Petrič, ki si je prevozil drugo letošnjo skupno zmago. Je bilo kar naporno, še posebej, ker proga je bila zelo umazana in drsela in se je rabo res paziti na žlajfenje. Čeprav ga je na zadnji dirki skoraj katapultiralo z motorja, je pokal za drugo mesto v zrak dvignil Rupeli, tretji pa je bil branilec lanske lovorike, mlajši od bratov Krševan. Gneča na štartu, gneča v ovinkih, ja, v razredu Supermoto so se morali vozniki prebijati skozi ozka grla, če so želeli napredovati v ospredje. Tokrat je bil največji mojster krotenja motorja Neo Habjan, ki je nadzoroval napade starejših tekmecev. Predvsem tiste od Andraža Osenka Drčarja, ki pa je mladeniču olajšal delo, saj dvakrat padel in bil tako ob ključne prvenstvene točke. Tudi nekdani dirkač Mini GP-ja ni bil imun na padce, tega je doživel v zadnjem krogu zadnje dirke. Na srečo je imel dovolj veliko prednost, da je vseeno postal Supermoto junak dneva. V bistvu dirka je bila zelo težka, imel sem v bistvu malo sreče. Prvo dirko je Andraž malo slabo štartu in sem jaz si nabral malo razdalje, ampak se mi na koncu začel približevati, ampak je nažalost padel. Drugo dirko sem imela pa tudi borbe z njemu, ampak je spet on padel in sem bil jaz prvi. Dramatični dirki sta šli na roko Luki Plešku in Davidu Di Lenardu, ki sta pred zadnjo dirko sezone končala na skupnem drugem oziroma tretjem mestu. Zaključek dolge in razburljive sezone bo tradicionalno potekal na progi v Vrtojbi, kjer bodo 13. oktobra kronani državni prvaki v vseh 7 tekmovalnih kategorijah. Speedway oval v Petišovcih je gostil drugo dirko državnega prvenstva v Speedwayu, po kateri smo dobili državna prvaka v članski in mladinski kategoriji za leto 2024. Organizirali so jo člani športnega društva Speedway Team Lendava. Smo imeli kar stresno jutro, vam rekel, steza je še bila kar mokra in
je trebalo kar stisniti, poprijeti za delo, no hvala Bogu, da mi je uspelo to in smo spravili tudi dirko skozi. Bila je kar dosti težka, ni bila neki dirkalna steza, dali se je pelati, ne bomo rekli, da ne, ampak ni se pa dali prehitevati. Vsa čast organizatorjev, danes ekipi v Petišovcih, da so uspeli pripraviti, zato ker brez takšnih navdušenih entuzijastov, ki se res z srcem ukvarjajo s tem, teh dirk ne bi bilo. Na štartnem seznamu so bili ob slovenskih tudi vozniki iz tujine. Prišli so iz Avstrije, Slovaške, Poljske in Latvije. Moram pa povedati, da od 12 voznikov je bilo kar 7 mladincev danes. Zaradi tega je bila dirka še posebej zanimiva. Največ oči je bilo uprtih v obračun Matic Ivačič Anže Grmek, ki je odločal o naslovu državnega prvaka. Ivačič je bil v rednem delu nepremagljiv. Vedel sem po 12. vožnji, da sem že prvak, tako da sem se oddahnil, vedel sem, da pik imam dovolj in ja, vesel sem, da sem dirko pripeljal v državno prvenstvo tako, kot sem ga, da sem obranil naslov. Grmek je edino točko v rednem delu izgubil prav proti Ivačiču. V tretji moji vožnji sem imel hitrost, da bi prehitev Ivačiča. Ivačiča je dvignilo in sem mogel zapreti gas, ampak to je speedway. Tudi take stvari se dogajajo. V finalni vožnji je Grmek z notranje štartne pozicije bolje začel in v prvi ovinek prišel pred Ivačiča. Te prednosti na to ni več izpustil iz rok. Finalno vožnjo sem večkrat zamočen v štartu, ampak mogoče tudi ta C pozicija nisem jih najbolj zbral, ampak na tisti moment sem mislil, da bo C najboljš. Najbolj sem se tudi počutil, ko sem štartil. Potem sem še imel tega Helenjaka, ki ga je bilo po celi stezi dosti in imel sem več problemov z njim, ko pa sam s seboj. Vedel sem, da pač bo težka, prišel sem z namenom, da naredim največ, kar lahko. Mislim, da sem naredil to in sem zadovoljen s svojo vožnjo. Pač to je speedway, danes je bil že boljši in jaz mu čestitam. Drugi na dirki je bil tokrat mladi poljski voznik Jan Helenjak. Bil sem tretji, skupno sem zmagovalec prvenstva, vesel sem. Grmek je v članski konkurenci državnega prvenstva zasedel drugo mesto. Na tretjem pa je pristal Luka Omerzel. Čutki so danes fenomenalni, pač res tisto, smo nekako prišli v neko formo, gor, tudi motorji so res zdaj tako morajo biti. Dirkati itak je luštno, uživam na motorju. Grmek je vseeno prišel do naslova državnega prvaka, saj je najboljši med mladinci. Sezona je bila v redu, sicer proga mogoče ni glih perfektna za dirkati, pa dvakrat na istem mestu. Jaz upam, da bomo z Anžetom naredila še veliko dobrih voženj in fair voženj in da bomo naredila ta speedway boljši, kot je danes. Mladi v razredu z motorji do 250 kubičnih centimetrov se izvrstno kosajo z vrstniki iz Evrope in sveta. Zato si morda lahko čez leto, 2 ali 3 obetamo tudi močno konkurenco med člani v Sloveniji. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Si predstavljate, da skočite na takšno skalo ali pa se zapeljete v takšen hrib? Takšne čudežne poteze uspevajo temu fantu. Zapomnite si njegovo ime, Lovro Setnikar, in pri 12 letih je mojster vožnje s trial motorjem. Gremo lepo po vrsti. Tako je izgledala ena njegovih prvih voženj in predstavitev njegovega talenta. Živijo, sem Lovro Setnikar, vozim trial motor in začel sem ga voziti pri 3 letih. Ko odrastem bi rad bil kot Toni Bov. Vožnja motorja mu ni le v zabavo, zanj je trial strast, ki posveča vsako prosto minuto. Zelo mi je dobro, ker tle imaš res
moraš imeti veliko ravnotežja, pa boljš mi je, da se premikaš bolj počas, pa pač, ko priješ do skale, skočiš gor zelo na hiter, a ne. Stene njegove sobe niso puste, ampak obogatene in prelepljene s plakati njegovih vzornikov. Kamorkoli se obrneš, pa številni plakati, medalje, priznanja. Vse to v kratki športni karieri. Skupaj jih je 56. Vem pač, da ti pokali niso nič tacga v primerjavi s tem, kar še pride naprimer na evropskih ali pa na svetovnih, ker tisti pokali mi bojo pa res še več pomena. V Sloveniji v svoji kategoriji nima konkurence, vedno bolj pa je jasno, da bodo kmalu z njimi imeli težave starejši in izkušenejši tekmovalci. Letos se je preizkusil med evropsko konkurenco in pridobil dodatne mednarodne izkušnje. Njegov napredek je viden s treninga v trening, izpostavi njegov oče Klemen Setnikar, tudi njegov trener in največji podpornik. Je kar naporno na nek način, ja. Itak si želiš ful za njega, da mu rata, da mu uspe, da zvoz tisto, kar veš, da zna. Bom rekel, so tudi živčki, ne, tle zraven, aj motor si dober pripravil, ali so bili treningi ta pravi. In ko pa prideš na tekmo, gledaš, kaj bo, kaj ne bo in pač mu želiš vse najboljše, kot je vsak starš. Klemen, sam motokrosist, voznik endura in triala, skrbi, da Lovro trenira na terenih, ki mu vsakokrat predstavljajo izziv. V glavi si zadava, da zmoram iti pač, če grem res na kakšno večjo skalo, prosim Ati ali pa koga, da me merka. Pol pa pač mi je nekajkrat rata, pa grem še sam provat. Ni mu vedno lahko, še manj enostavno, saj mora biti za obvladovanje motorja na naravnih in umetnih ovirah telesno vrhunsko pripravljen, psihološko pa trden kot skale, ki jih preskakuje. Naprimer, zdaj, ko smo bili v Nemčiji, je bila res ena zelo velika in sem 3 dni samo v tisti skali razmišljal, kako bom prišel tja gor, pa mi je paratel. Da ne bo pomote, Lovro je še vedno najstnik, ki redno obiskuje osnovno šolo v njegovem domačem Polhovem Gradcu. Obiskali smo ga pri pouku angleščine in iz prve roke preverili, kako usklajuje šolske in športne obveznosti. Pa občasno tudi, ja, malo odplavam med poukom, zdaj ne vem kam, ja, verjetno pa res med motorje. Je pa tudi tak, da jaz nisem zaznala, da bi recimo se med sošolci prav izpostavljal, ne, jaz sem pa to, jaz sem pa bil tam, pa tam, pa tam. Vse, kar zvem v njemu, v bistvu je prek staršev, smo zelo v navezi. Ana Krompič ni samo učiteljica, ampak tudi njegova razredničarka, ki že vrsto let spremlja njegovo balansiranje šole in triala. Letom primerno se tudi marsikaj zgodi, pa se malo pogovorimo v šoli, če so kakšne take izredne situacije. Drugače pa se mi zdi, da lepo usklajuje šolsko delo, pa šport, se trudi, se pozanima, je pa pač dejstvo, da ni robot, in so tudi kakšne pozabljene naloge, ne vem, pozabljene potrebščine. Misli že zaplavajo, vendar zaradi tega njegovo znanje ne trpi. Teži, ampak vse zmerno sošolci, da mi pošiljajo in pol, da dohitevam šolska snov. Nad njegovo skromnostjo in prijaznostjo so navdušeni tudi njegovi sošolci, za katere ni super zvezdnik triala, ampak le Lovro, sovrstnik v 7A. Je tudi navihan, ni čist friden, velikrat tudi kaj naredi. Pa ni čisto v redu. Včasih se pohvali, da je zmagal, pa smo vsi veseli, pa mu čestitamo. Dober glas o njegovih vrhunskih rezultatih se je razširil po celotni šoli in bil tako glasen, da je potrkal tudi na vrata ravnateljice. Veseli nas, da imamo na šoli tako uspešnega športnika v tem motoršportu in da je lahko tudi vzor in zgled ostalim učencem. Ne samo v šoli, v vseh kotičkih Polhovega Gradca se ve, kaj uspeva nadarjenemu mladeniču, ki ga najraje na motorju spremlja njegova kosmata zverina.
če grem res na kakšne take bolj daljše tle doma okoli, jo raje doma pustim, ker pol, ko pridem domov še iz garaže do gor, ne more po stopnicah priti in je zelo zmatrana. Ampak ona to hoče in ja. Posod ti sledi, ja. S tabo, z motorjem. Ja, skozi. Pa tudi s kolesom, če grem kdaj. Slovenija je zanj, kar se triala tiče, že premajhna. Zato hodi na trening kampe v Španijo, Francijo, Avstrijo k najboljšim trenerjem na svetu. Ker v bistvu vse te stvari od začetka pa do zdaj, ko hodimo na evropske tekme, se mi zdi, da je tako hitro prišlo. In se v bistvu včasih sploh ne zavedaš, kaj počneš, pa nazaj, ko pogledaš, vidiš, kje si bil, kaj smo že prehodili, pot rečemo, pač koliko enih treningov je bilo treba opraviti, koliko ljudi smo spoznali različnih, da smo sploh prišli do tle. Vse za en cilj, da bi bil najboljši med najboljšimi akrobati na 2 kolesih. Želim si pač, da bi bil svetovni prvak v trialu, ampak vem, da je do tja še veliko, še dolga pot. Kdor verjame v to, kar si želi, mu bo uspelo. Lovro verjame, trdo trenira, zato ni dvoma, da bo nekega dne z motorjem skočil tja, kamor si je zamislil. V nedeljo 6. oktobra bodo člani društva 2NRace na dirkališču Grobnik pripravili zadnjo dirko sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.